Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi spoštovani župljani, danes je naš veliki župnijski praznik, ko obhajamo god zavetnice, patrone naše župnijske cerkve, svete Ane. In seveda ob njej tudi njenega moža, svetega Joachima. Stoletja že bdi njen blagoslov in njena priprošnja nad našim krajem in nad našimi ljudmi. Toliko preizkušenj so naši predniki doživeli. Vse pa so tudi izročali nebesom. In vez med nebesi in nami so tudi svetniki. Ne vemo, zakaj so izbrali tako imenitno zavetnico. Ponosni smo na to, da nas varuje prav sveta Ana, mati Device Marije. Danes je torej dan veselja, radosti, hvaležnosti, ponosa. Zato, dragi župljani, čestitke tudi vam. Ostanimo zvesti evangeliju, našim krščanskim koreninam in vrednotam, ki so sveže, aktualne tudi po 2000 letih, ki so tudi zahtevne, da mnogi odidejo. Mi pa smo tukaj, da slavimo Boga, tudi pri njegovih svetih. Svetomašo darujemo za Ano in Mirkota Serožetnik, drugi namen za Mirkota Galina in potem tretji namen za pokojne Klemenove. Priznajmo in obžalujmo svoje grehe na začetku. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju in od dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Christus,
Kristiani in Joachim si podelil milost, da sta dala svetu mrtev tvojega sina. Na njuno priprošno ne dosežemo odrešenje, ki si ga obljubil svojemu ljudstvu. Po našem Gospodu Jezusu, tvojim sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod rekel: Vpitje iz Sodome in Gomore je res silno in njihov greh je izredno težak. Stopil bom dol, da vidim, ali so res počeli vse tisto, o čemer govori vpitje, ki prihaja do mene, ali ne. Zvedeti hočem. Moža sta se obrnila in odšla proti Sodomi, Abraham pa je še stal pred Gospodom. Abraham je pristopil in rekel: Ali boš res pokončal pravičnega s krivičnim vred? Mogoče je v mestu 50 pravičnih ljudi. Ali boš tudi te pokončal in ne boš prizanesel kraju zaradi 50 pravičnih, ki so v njem? Naj ti ne pride na misel, da bi ti storil kaj takega, da bi pobil pravičnega s krivičnim vred, da bi se enako zgodilo pravičnim, kakor krivičnim. Naj ti ne pride na misel. Ali ne bo sodnik vse zemlje ravnal pravično? Gospod je rekel: Če najdem v Sodomi 50 pravičnih med meščani, bom prizanesel vsemu kraju zaradi njih. Abraham pa je rekel: Glej, jaz, ki sem prah in pepel, sem si dovolil govoriti z Gospodom. Mogoče jih 50 pravičnim manjka 5, ali boš zaradi teh 5 uničil vse mesto? Rekel je: Ne bom ga uničil, če jih tam najdem 45. Pa je spet spregovoril in mu rekel: Mogoče se jih tam najde 40. Odgovoril je: Ne bom storil tega zaradi teh 40. A je rekel: Naj se Gospod ne jezi, če govorim, mogoče se jih tam najde 30. Rekel je: Ne bom storil tega, če jih najdem 30. Rekel je: Glej, dovolil sem si govoriti z Gospodom, mogoče se jih tam najde 20. Rekel je: Ne bom jih uničil zaradi teh 20. Abraham je rekel: Naj se Gospod ne jezi, če spregovorim še tokrat, mogoče se jih tam najde 10. Odgovoril je: Ne bom jih uničil zaradi teh 10. Božja beseda. Bogu hvala.
Nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel jim je: kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakemu dolžnemu, in ne daj, da pademo v skušnjavo. In rekel jim je: kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel polnoči k njemu in mu rekel: prijatelj, posodi mi 3 hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimaš ti postreči. In mu bo on iznotraj odgovoril: ne nadleguj me, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vstal zaradi njegove nadležnosti in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kaj ti vsak, kdor prosi prejme in kdor išče najde in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo, ali mu bo dal škorpiona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo vaš nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo. Tu je Kristusov evangelij. Danes je tudi 17. nedelja med letom in Božja beseda je vsa oglašena na molitev. V Stari zavezi prvo berilo govori o Abrahamu, ki je prosil za grešno Sodomo. Pogajal se je z Bogom. Če v tem velikem mestu 50 pravičnikov, vendar ne boš pokončal. In tako je prosil, potem pa konča pri številu 10. V Sodomi ni bilo pravičnega. Tudi Abraham je postal s tem oče tudi molitve, poleg tega, da je očak, oče vere. Potem pa tudi Jezus nauči svoje učence čudovito molitev. Imamo ohranjeno 2 obrazca. Lukov, ki smo ga slišali danes, je krajši in torej verjetno, ko še ni bil napisan na tej evangeliji. Mi pa predvsem vedno molimo o Mateju Oče naš. Središče Matejevega Oče naša je: zgodi se tvoja volja. Tako tudi mi, ko prihajamo k maši, vedno predvsem položimo na oltar svoje skrbi, svoje prošnje in veselje, potem naj Bog, kakor on ve, da je prav in naredi. Ne, zgodi se moja volja. Zato smo včasih tudi žalostni, ker nismo uslišani. Rečemo, Bog ne sliši, Bog nas ne usliši, pa tako sem molil, toliko sem trpel. Predvsem se vedno spomnimo v takih stvarih, da ne se zgodi Božja volja. Zato, ker ni največja vrednota niti ne zdravje, niti ne obilje premoženja ali pa materialne dobrine, ampak največja vrednota je, da dosežemo večno življenje. To večno življenje pa dosežemo preko solzne doline in Bog živi in nas vodi, če pogledamo nazaj naše življenje, nas vodi prav, ki z velikimi izgubami, pa s trpljenjem, nerazumijem, zakaj se nam je to zgodilo, vedno za tem stoji Bog. Niti vrabec ne pade strehe, brez volje nebeškega očeta, pravi drugi Jezus.
Vztrajno sta molila tudi sveta Ana in Joachim, saj sta bila neplodna in pri Judih je to pomenilo, da jih Bog nekako prezira, celo prekletstvo je bilo pri starih narodih neplodnost, torej biti brez potomca. Ana in Joachim sta molila in molila. Tako danes se sedaj še danes ob hrobu svete Ane, naše zavetnice, torej prosimo za vse naše življenje. Najprej za nas, da bomo vedno ponižni in da bomo vse naredili za to, da bi iz nas želeli nekaj lepega, veselega, da bomo svoje življenje pokazali, da je lepo biti kristjan, povezan s Bogom, v prijateljstvu, z Jezusom, pa tudi pobožnosti do naših nebeških zavetnikov. Tukaj ne boste v prvi vrsti do slavne svete Ane. Sveta Ana, prosi za nas. Amen. Sedaj pa izpovejmo. Vedno je vedno Boga, početila se Božjega slavnega Krista zemlje, svetniki in nevidni Izraeli, in mejna Gospoda Jezusa Kristusa, edinega rojenega Sina Božjega, ki je zaščitoval pred vsem veliki in je Bog od Boga, dušo duši, pravi Bog od pravega Boga, rojen je poslavljen, enega Krista z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zavičanja prišel iz nebes in se je odresil po svetem duhu, iz narede vice in postal človek, ki je tudi križan za nas, od Poncija Pilata je preveril in bil oborožen in tretji dan je mrtvih vstal, po pričevanju pisma in je prišel do nebesa, sedi na desnici Očetovi in ko se je prišel razvajati svoje življenje mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega roka Gospoda Jeružalja in Izraela začetnega Sina, ki ga začetno nismo molili za samo, ki je Bogovi roki in je meni sveta katoličnega gospodstva svetov in pripada mega spočanja grehov in pričakovanja zemlje mrtvi in življenja premožne grehov. Brati in sestre, Gospod svete Ane in Joachima, naj nas spomni naših staršev in vse, ki si prizadevajo za dobro družinsko vzgojo, zaupanjem prosimo. Blagoslavljaj vso cerkev, posebej našo župnijo in nakloni mnogo dobrih staršev, ki bodo po zgledu svete Ane in svetega Joachima krščansko vzgajali svoje otroke. Potrdi s posebno milostjo družinsko življenje pri vseh narodih, da bodo vsi napredovali v resnični umiki. Pomagaj nam prav ceniti naše prednike in velike vrednote, za katere so delali, trpeli in jih zapustili. Razsvetuj vse mlade, da se bodo dobro pripravili na družinsko življenje in po poroki vztrajali v zakonskih zvestovih do konca. Povrni našim živim in dragim materam in očetom njihovo ljubezen do svojih otrok, svojimi nebeškimi darovi. Nebeški Oče, na priprošnjo Marijinih staršev, da proslavlja naše starše in nas vse nekoč pripelje v nebeško domovino po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Amen.
O tej delitvi naj prejmemo tudi mi blagoslov, ki si ga obljubil Abrahamu in njegovim potomcem, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami In s svojim duhom. Višni srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, tebe slavi v zbor svetih, ker so od tebe prejeli zasluženo nebeško veselje in slavo. V tvoji volji nam je njihovo življenje zgled, občestvo z njimi je upanja njihova priprošnja pomoč. Tolika množica Božjih pričevalcev nam daje pogum, da bomo vztrajno hiteli v boj, ki nas čaka, in z njimi dosegli neljubene slave po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato ti z angeli in nad angeli in vsem zborom svetih prepevamo hvalnico in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš, pokriv vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem blagodejne roke, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel v prostovoljno trpljenje, vzel kruh, se zahvalil za razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ter dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom in vsem, ki služi v oltarju. Spomni se pokojnih Jakoba in Pavle Golob, ki si ju z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ju pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstaneta v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših brat in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. In vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milostni dan,
da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj s Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Joachimom in Anno in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili v tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji rok nas uči, da smemo takole moliti. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrpi o miru njegovih popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bo z vami. In s tvojim duhom.
svojega odrešenika. Nebeški Oče, po tvoji voli se je tvoj sin rodil v človeški družini, da bi ljudje po svetih skrivnostih postajali Božji otroci. Posvečuj nas svojim delom, pusti nas sedaj nahranil s telesom svojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Za zaključek češčenja bomo še pred Najsvetejšim zvolili litanije in zapeli zahvalno pesem, potem pa prejeli blagoslov. Jutri vas vabim zopet k slovesnosti na Anino nedeljo po 9. bo tukaj slovesna maša. Gospod z vami in s tvojim duhom. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Usmiri se nas.
usmili se nas, Srce Jezusovo vir svetolažbe, usmili se nas, Srce Jezusovo naše življenje in ustajenje, usmili se nas, Srce Jezusovo naš mir in naša sprava, usmili se nas, Srce Jezusovo daritev za grešnike, usmili se nas, Srce Jezusovo zveličanje v Tebe upajoči, usmili se nas, Srce Jezusovo upanje v Tebi umirajoči, usmili se nas, Srce Jezusovo sladkost v src svetnikov, usmili se nas, Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, prisluhni nam, Gospod, Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, prisluhni nam, Gospod, Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, Jezus, krotki in srca ponižni, podobi naše srce po svojem srcu. molimo. O Bog, vir vsega dobrega, v srcu svojega Sina, ki so ga ranili naši grehi, si nam odprl najščrtne zaklade ljubezni. Naj mu zvesto služimo, ga častimo in mu zadoščujemo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tebe, Boga, hvalimo.
Iisus, naš Bog, u čudovitem sakramentu si nas zapustil spomin svojega trpljenja in stajenja. Daj nam, da bomo sveti skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častili, da bomo prijemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Hvala